vasi bila Ljubljana, zvezdu zelenih bregov. Ja, nič, zdaj pa bi bil že čas, da izvemo, katera med temi 5 kandidatkami je tista, ki bo postala vrtnica Ljubljana. Ampak nas še nekaj časa loči do tega trenutka, namreč pri tem nam bo pomagal čarodej Mare Čare, ki ga zdaj vabimo med nas. Pozdravljen, Mare. Pozdravljeni. Sem čarodej Mare Čare in danes bomo kmalu izvedeli, katera vrtnica bo postala vrtnica Ljubljana. In to bomo naredili seveda z vašo pomočjo, tako da bomo potrebovali tudi kakšnega prostovoljca. Vas ni strah? Ne? Odlično. Zato za začetek se kdo javi? Gospa, lahko prijete bliže? Kako vam je ime? En velik aplavz za Cirilo. Tako, pred nami je kar 5 čudovitih vrtnic in danes bomo jo našli s pomočjo čarovnije na malo drugačen način. Šli se bomo eno igrico in zato potrebujemo imena vrtnic in slučajno že veste, kaj bomo počeli s tem? Ne? Kaj pa mogoče sedaj? Gospa, mogoče vi veste, zakaj se to uporablja? Tako, za obleke, ampak danes bomo malo drugače. Seveda, potrebujemo kuverte in v vsako kuverto bomo dali kandidatko. Nato bomo vse te kuverte premešali, jih izločali in na koncu bomo probali poiskati zmagovalko. Tako. S seboj imamo nove kuverte in vas prosim, če lahko v vsako kuverto date kandidatko. Prva kandidatka je številka 1, mnogocvetna bela vrtnica. Tako. Kandidatka številka 2 je mnogocvetna vrtnica belo-krem barve. Kandidatka številka 3 je grmasta vrtnica z enobarvnimi belimi cvetovi v šopih. Odlično. Kandidatka številka 4, pokrovna vrtnica z enostavnimi belimi cvetovi. In še zadnja kandidatka številka 5 je hibridna čajevka. Odlično. Sedaj bi vas prosil, če lahko vse te kuverte zaprete. Jih zalepite. Tako. Sedaj imamo 5 enakih kuvert in v vsaki kuverti je ena kandidatka. Vse te kuverte bomo dobro premešali, ampak da bo naloga še težja, danes ne bo samo 5 kandidatk, ampak jih bo celo 6. In zato bom seveda jaz naredil eno vrtnico, ki bo šla tudi v izbor. Ta vrtnica bo iz balona. Tole. A mislite, da bo moja zmagala? Ne sme. Ne sme? Mogoče pa bo. Tako. In ker so vse vrtnice bele, bo tudi cvet moje vrtnice bele barve.
Je lepa moja vrtnica? Hvala. Ne uvene, tako. Sedaj bi jaz pa prosil, če lahko še zadnji list napišete številko 6 in ta vrtnica se bo imenovala vrtnica Mare Čare. Tako, in vas prosim, če lahko date še v zadnjo kuverto. Odlično. Sedaj pa vas prosim še za zadnjo nalogo, da vse te kuverte močno premešate. Veste, kje je vrtnica? Kje je vrtnica? Odlično. Vas prosim, če lahko date na mizo. Vas bo prosil, če lahko držite in čuvate vrtnico. Sedaj pa potreboval drugega prostovoljca. Se kdo javi? Gospa? Ne? Vas lahko? Seveda. En velik aplauz za mojo vrtnico. Marko? Sedaj pa vas prosim, če lahko na vsako kuverto napišete eno črko. In to ne bo velike tiskane črke, čez celo kuverto. Recimo od A do A, B, C in naprej. Pa mogoče, da so obrnjene. Odlično. Sedaj bomo označili vsako kuverto in še enkrat ponavljam, nihče ne ve, v kateri kuverti je vrtnica, ki bo zmagala. Odlično. Najlepša hvala. Tako, imamo kuverto A, B, C, Č, D in E. Tako. Zdaj se gremo pa eno igrico in bomo izločali. Igrica se gre pa tako. Najprej bom jaz povedal dve kuverti, vi se odločite za eno, katero bomo izločili. Na to se obrnemo. Tako, recimo D ali E. E, odlično. Ampak, da bo kuverta resno izločena, bomo tudi malo veter nagaja. Najlepša hvala. Izločili. Tako da E izpade iz igre. Sedaj pa vi povejte dve poljubni kuverti. Povejte dve poljubni kuverti. B in C, sedaj se pa soločim, bomo sredinsko. Samo da boste vedeli, če se slučajno zmotimo, nisem samo jaz kriv, ampak tudi vi. In številka, kuverta številka C. Ostale so samo še 4 kuverte. In recimo smo dali sredinske B ali Č. Č. Č ste rekli? A to krvijo za kurte. Tole pa... Če bo slučajno napačna, vemo, da je krivec.
Je tako? Super. Tako, povejte dve. A in D. Bomo vzeli tako, da ostanete še dve pomembni kuverti. Izročili smo kuverto D. Sedaj, če je v teh dveh kuvertah zmagovalka, imamo samo še 50-50 možnosti. Povejte, katera kuverta vam je bolj všeč. A vam je bolj všeč. Zato jo obdržite. Počakajte. B pa izločimo. Tako. Najlepša hvala za pomoč. En velik aplavz. Hvala. Sedaj bi pa prosil gospoda župana, če se nam lahko pridruži. Pozdravljeni. Vi ste že izbrali. Mogoče se v tej kuverti skriva to, ki ste vi izbrali in zmagovalka. Zdaj vas pa prosim, če lahko odprete kuverto. In če slučajno nam je vsem skupaj uspelo, bi prosil, če lahko razglasite. Dobar dan, želim se skupaj, predvsem pozdrav Barbari Vajdar, naši nekdanji direktorici turizma, ki me je v to prepričala, pa pride na naslednjo zmagovalko. Naslednja akcija bo, da bomo vse 4 skupnosti imeli svoj kotiček za vrtnice. To bo predlog vsem 4 skupnostim, ampak da morajo tudi 4 skupnosti to delati same. Marja, ni številka 6, ni tvoja. Ni številka 6, tista ni, ki je bila toliko trajna, ne. Škoda. Moram priznati, da sem imel pa res dober okus. Številka 2 je zmagala. Čestitam. Bela vrtnica za ljubljeno Ljubljano. Hvala lepa vsem skupaj, ki ste zbirali, ne. Jaz sem tudi bil na dvojki. Zdaj pa, lep dan vsem skupaj, pa uživajte. Srečno. Hvala gospodu županu, tako je. Zmagala je kandidatka številka 2. Seveda naj povem, da zmagovalka je izbrana po izboru strokovne komisije in vas, dragi meščani in drage meščanke. Mare Čare nam je samo malo, bomo rekli, popestril tole razglasitev in nas naredil malo nervozne, ne? Kaj zdaj, kjer je zdaj, kako zdaj bo on to izbral, ne? Ampak seveda izbor je bil narejen na podlagi strokovne komisije in glasov, namreč od nedelje do včeraj so tudi meščani glasovali, pa tudi na spletni strani so meščani lahko glasovali za svojo kandidatko. Torej, zmagovalka vrtnica Ljubljana je kandidatka številka 2. Mnogocvetna vrtnica, belo krem barve, lep cvet, lepe rasti, zdrava vzgojitelja Tantau. No, ob tem pa naj preberem še poslanico Beli vrtnici Ljubljana, ki jo je napisal profesor dr. Matjaž Kmecel. Vi pa lahko malo zaploskate Beli vrtnici Ljubljana. Rasi in ljubi me, ljuba moja gartroža rumena, je najstarejši znani slovenski zapis o vrtnici, gartroži. Rumena pomeni v jeziku 15. stoletja rdeča. Do potresa 1895. je imel ta zapis streho nad glavo v Ljubljani, potem je izginil po svetu. Danes ne vemo zagotovo, kje je. Po pol tisočletja si je Ljubljana zaželela svojo lastno živo vrtnico, vredno najlepšega mesta na svetu. 200 let nazaj je mesto veljalo za botanično obljubljeno deželo.
Zdaj so ga povzdignili v zeleno prestolnico Evrope. V njem nastaja prelep rožnik. Torej je prišel tudi čas za rožo ljubljanskega imena. Ta pa naj bi bila tako prepričljivo lepa, da ne bi bile potrebne prav nobene besede za povrh in bi sama za sebe oznanjala prikupno zrelost mesta. In zdaj je tu, vrtnica Ljubljana. Bela je zato, ker sta ljubljanski mestni barvi bela in zelena. Mesto je pač bela lepotica sredi morja zelenih gozdov. In takšna je tudi nova vrtnica. Očarljiv bel cvet med bleščeče zelenim listjem. Ob njej bi nekdanji trubadur še enkrat vzneseno vzkliknil. Rasi in ljubi nas naša ljuba Gartroža. Imejmo jo radi tudi mi. Poslej je naša prav tako, kot je naše mesto, v katerem živimo in nam je dobro v njem. In za konec uradnega dela našega dogodka, seveda še pesem Prelepa si bela Ljubljana. Kdor tvoje od tebe ne gre, saj srca so nam prikovana z verižico zlato na te. Mojca in Ana, glasbena mladina ljubljanska. Drage dame, dragi gospodje, no in še predno vas čisto zares povabim na zajtrk v tem prelepem rožnem vrtu in občudovati vrtnico Ljubljana, zmagovalko med 5 kandidatkami, pa bi povabila med nas še gospo Bredo Čopi, predsednico Društva vrtničarjev Slovenije. Namreč, en aplavz za gospo Bredo. Gospa Breda ima pa tudi eno presenečenje. Boste kar sami povedali, kakšno? Danes presenečenje je samo lahko vrtnica in to je vrtnica Ljubljana. Jo bomo lahko izročili, to boste pa vi povedala komu. Tako, seveda najprej županu najlepšega mesta na svetu, gospodu Zoranu Jankoviću, pa podžupani, gospe Tjaši Ficko, pa častnemu meščanu, profesorju doktorju Matjažu Kmeclu, pa gospe Barbari Vajda, bivši direktorici Turizma Ljubljana in seveda tudi gospe Petri Stušek, zdajšnji direktorici Turizma Ljubljana. Ostale vrtnice, ki jih je gospa Breda prinesla, pa se bodo posadile še tukaj v Rožnem vrtu Tivoli, v Botaničnem vrtu in v Arboretumu Volčji potok. No, zdaj pa kar vabim župana, pa gospod podžupanjo. Bo gospa Breda kar nesla tja. Drugih pa zanimamo, kaj okej. No, kakorkoli že, cvetovi oziroma sadike izbrane oziroma zmagovalne kandidatke bodo prišle v roke, katerim so bile namenjene, kaj ne, gospa Breda. Vas, dragi obiskovalci, drage obiskovalke, pa seveda zdaj vabim na malo osvežitve in pogostitve tukaj v Rožnem vrtu. Hvala, da ste bili z nami in prijeten dan še naprej. Kličeš domov in praviš
v svoje